Kmalu na zrak. Popotniški vlogerji tega poletja so krenili na pot proti Škotski, proti Dregornu, kjer je veterinar John Boyd Dunlop pred 130 leti izumil prvo zračnico. Prevzeli so svojega športno oblečenega in obutega Mercedesa, na pot pa so se odpravili s temi napotki in pričakovanji. Koliko je pristal? 9. Ja. Mercedes je dal menjalnik tukaj gor, ne, na ročko. Ne. To je dal zaradi tega, ker s tem si razbremenil celo to konzolo. Ne. In prvič imaš vse gor, ves čas imaš lahko roke gor. Vse te funkcije so na vsega palca, ne, in hkrati je dobil to čisto linijo konzole, kjer lahko potem drugače dal HMI. Kar se tiče prtljažnega prostora, lahko se pravi odpremo tudi na samem ključu. To bo pri vam prišlo zelo upoštev, se pravi, ko boste na poti, ko se boste ustavili na Škotskem. Vemo vsi, da je zelo deževna, ne, in da je zelo fajn, če lahko stvari v čim krajšem času pospravimo v prtljažni prostor. Ko pride do trka, se tokle odmakneš naprej. Se pravi, si že bližin k varnostni udar, je pot telesa nazaj dolga. Se pravi, zapomnite si, da kad tole naredite, je fajn zategniti takole. Najbolj se veselim v bistvu MotoGP-ja v Silverstonu, ker upam, da bo zmagal Rossi, ki še nima letos nobene zmage. Tukaj v bistvu je zmagal že 8-krat, tako da v bistvu imamo dosti veliko šanso. Isle of Skye, to je res neka prostrana divjina, skoraj da bi rekel. Posebnost tam je, da delajo dimljen viski, s šoto kurijo, da dimijo viski in tega še nisem probal. V bistvu to, da se bomo ustavili v Bružu. Belgija je valjda znana po vseh pivih in čokoladah, ki jih imajo, tako da tam bomo res mogoče bolj kulinarično izkušnjo dobili. Najbolj se veselim mesta Bath. Mesto Bath je dobili ime po tamkajšnjih termah, ki izhajajo iz rimskih časov in so tudi začiteni pod UNESCO-om. Niso neke običajne terme in mogoče si bomo privoščili kaj neobičajnega. Najbolj se veselim vzhodne obale Škotske, tam so zanimivi gradovi, hkrati se že premikamo v naravo, nacionalne parke Škotske. Razlog, zakaj gremo na Škotsko, je John Boyd Dunlop. On je bil veterinar in mogoče, da se vrnemo po njegovih poteh, ugotovimo, kako je prišel do tega, zakaj je veterinar izdeloval zračnice. Kira je naša? Ta, 5 ljudi, 5 kufov. Noter so nitke takole in kad ti pritisneš obrobnik, lahko samo ena nitka takole poče. Nič, ne bo niti vidno, niti opazno ne boste, niti bulca se ne bo naredila, ker ena nitka ne pomeni še veliko. Ko se pa vi boste, ko se guma pregreva, ko se obremenjuje, tlak se viša, tlak pada, razteza, krce, pa nitka po nitko poče. In pa se začne velikrat delati tako bulavan. In to pomeni, da je v bistvu butilna plast znotraj presekana. Ta butilna plast je tista, ki drži tlak v sami gumi. Če že morate čez robnik, pač postavite se z avtom tako, da nalega cela guma in počas plezaš gor. Ker tudi, če boš na hit zapeljal, se pravi čez robnik z gumo, jo stisneš ob platišče, tako kot če bi jo ena udarna luknja udaril. In poškoduješ gumo na obeh straneh z mikropoškodbami. Se pelješ po svojem voznem pasu, skoč, recimo otrok ali pa karkoli že, in zaviješ hiter na drug vozni pas, potem hiter zaviješ nazaj, da obviješ. Taki avtomobili težje naredijo, recimo, kot pa tamle. Zato je Mercedes celo geometrijo gradnje avta naredil tako, da ga je čim bolj nizk dol težišče dal, in hkrati zračno vzmetenje to je vzmetenje, ki se ves čas prilagaja temu, koliko je avto obremenjen, kako ga vi vozite, in potem temu prilagaja tudi način blaženja.